Dobrodošli v Šokastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes je v moji družbi človek, ki naravnost paše v to našo atmosfero. Ima tudi pesem z naslovom Šok in skrajni čas je, da ga gostimo pri nas. Z mano je Damjan Murko, lepo pozdravljen. Živijo tebi in vsem gledalcem. Zdaj nekaj časa sva se lovila, končno sva se ujela. Imel si kar nekaj obveznosti, med drugim tudi veliko zabavo za rojstni dan. Kako je bilo? Ja, to je res. Jaz vedno praznujem dvakrat. Enkrat s sorodniki in enkrat s prijatelji. Tako je. Jaz ponavadi ne obešam tega na zelo velik zvon, ampak se mi zdi, da prijatelji in znanci, tudi sorodniki od mene kar pričakujejo, da vsako leto bo en šok, ne? Tako da moram reči, da poskrbim za to, no mogoče bo pa naslednje leto, ko bo okrogla obletnica, pa vendarle šok, da bom odpotoval in ne bom nič praznoval, to bi bil pa največji šok za vse moje prijatelje. Ja, verjetno res. Zdaj, kot vse goste, sem tudi tebe prosila, če seboj prineseš nekaj osebnih predmetov, ki nekaj pomenijo. Kaj si prinesel dan? No, prinesel sem še edini zapakiran CD. Ne vem, pa da se ne sveti, evo se vidi. To je Šok, ki je bil tudi najbolj prodajan in od tega je zdaj koliko? 3-4 leta. In ta edini izvod, kar pomeni, da kljub temu, da bi človek rekel, da se moja glasba ne prodaja, so razprodani in je ta edini, ki ga zdaj držim v roki in ga tudi ne prodam. Se pravi, samo pokazati sem tega prenesel in ga potem odnesem. Okay. Za spomin, se pravi to. Potem pa koledarji so vsako leto razprodani. Moji vroči koledarji, ko smo rekli, ker bil moj sin šel v 1. razred, smo rekli, zdaj bomo pa prenehali s tem, dajmo mi prevekslati na parfume, La Murko naj te pošpricam. In se je izkazalo tudi za izjemno dobičkonosno. Kljub temu pa potem sin raste, začutiš kot nek klic narave, da moraš mogoče spet delati, spet ustvarjalen biti. In ko je moj sin meni prvič rekel, a če ne bo smešnih koledarjev, to pomeni, da mi ne bomo šli na morje, sem se jaz pravzaprav zavedel, da se tudi sin zaveda mojega posla. In da od mojega dela cela družina živi, ne glede na to, kak lik je Damjan Murko, še zmeraj je zabaven, nikoli ni žaljiv in še zmeraj se mi zdi, da živim v zavesti vsakega Slovenca. Se pravi, parfum, ker je izjemno dobičkonosen. No, za rojstni dan sem pa dobil tole verižico z križcem. Tako, jaz mislim, da je zelo, zelo pomembna ena stvar v življenju, tako tudi vzgajam svojega otroka, da je neka moralna drža, vera vase, vera v sočloveka, ne sme nikoli zamreti, in vera v Boga. Da so to nekako 3 stvari, ki ti lahko ponovno pomagajo vstati, ko si na tleh. Ker samo idiota nič ne prizadene. In zato sem prepričan, da je prav, da se imamo na koga nasloniti. Zdaj, ko jaz rečem Bog, lahko je to narava, lahko je to kamen, lahko je to človek, lahko je to karkoli, kar te nekako izpolnjuje. Zato mogoče mi ta verižica tudi veliko pomeni. Zdaj, omenil si te vrednote pa moralo. Že od leta 2000 si na medijski sceni. Kolikokrat pa bi lahko skrenil s poti v tem času? Ne? To je že dobrih 24 let. Ja, jaz mislim, da mogoče v določenem momentu sem se lovil. Zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da se je vsaka poteza izkazala za dobro, ker drugače me danes ne bi bilo tukaj. Mi moramo vedeti, da sem jaz začel iz neke perspektive samopromotorstva, ko je bilo še to vse skupaj v Sloveniji v povojih. Dejansko so se za mano določeni artisti, če jih lahko tako imenujem, učili od mene, čeprav to za živo glavo ne bi priznali. In jaz sem bil, se mi zdi, kar nočna mora vseh pravih glasbenikov na sceni, zato ker sem bil zmeraj razprodan, zato ker so se moje naslovnice dobro prodajale. In moramo vedeti, da pri meni ni bilo nihanja dol gor, ampak je šlo vsako leto samo še navzgor. Moramo pa tudi vedeti, da je profesija ljudi, publike, medijev takšna, da jim ustvariti zvezdo, 2 leti biti zelo prijazni z njo, potem jo pa odvreči. Jaz sem vedno konstantno zavračal vse resničnostne šove. Nikoli nisem želel pokazati, kdo je pravzaprav Damjan Murko v resnici, ker mislim, da bi to bil začetek konca, tega pa še nočem.
Torej, je to nek lik, ki ga daješ, kdo pa si doma za 4 stenami? Čisto druga oseba ali se samo malo Ja. oluščiš, omiliš? Je tako le, ponavadi, ko me ljudje na novo spoznavajo, pa jih recimo povabim k sebi domov, in ko nas opazujejo, pravzaprav rečejo: Madona, koliko ste vi ena povprečna družina, pravzaprav, a ne? Koliko si ti pravzaprav normalen v tem segmentu? Tako je, jaz zelo ločim, tako kot publika zrno od plevela, jaz ločim svoje zasebno življenje od poslovnega. Se pa moramo nekaj zavedati, da vse javne osebnosti smo tako javne, ko stopimo na ulico. Se pravi, ali gre tu za neko splošno razgledanost Slovencev, se mi zdi, da pri nas imamo zelo radi trače. Medtem kot, ne vem, Belgija, sem zadnjič bral, mislim, da je Belgija, neko statistiko, da jih pa popolnoma ignorirajo. In dokler bomo mi imeli radi na tak način, ne, da ne bomo vedeli točno, kaj se dogaja s posameznikom, da ne bomo vedeli točno, kam pa staco moli, tako kot je to v mojem primeru, ko ljudje puščamo v dvomih, seveda je razlika Damjan Murko doma. Ne, tam je Damjan Murko, je pa na odru. In masko snamem, jo pa zelo hitro potem spet poiščem, ker se mi zdi, da je to del profesije in množične kulture, kot sem želel povedati, da ljudi vedno znova to zanima. Ampak v osebnih odnosih si pa verjetno zelo drugačen. Kakšen oče si mogoče? Najboljši. Si strog, permisiven, helikopterski, kakšen starš si? Avtoritativen. Aha. Se mi zdi, da. Zato, ker mama malo popušča. Meni ni kaj dosti doma, zaradi moje narave dela. Se pa mi zdi, da je fino, da nisva z otrokom prijatelja, da imava ta občutek oče-sin, tudi ko gremo kam skupaj, tudi kaj skupaj počneva. Ja, seveda se zaupa, se odpre, ampak nikakor pa ne more biti starš, ne pedagog, ne psiholog in ne prijatelj. Ampak starš v svojem bistvu, a ne? Lahko ti otroka usmerjaš, ga učiš, nekaj ti je bilo položeno v zibelko, nekaj si prinesel na svet, mogoče tudi z neko trdim bojem za obstanek, ne? Govorim iz svojega stališča. In potem se to nekako na otroka prenaša. Nisem toliko strog, sem pa kar avtoritativen, se mi zdi, da je prav, da se otroku postavljajo meje. Kakšno otroštvo si imel ti, če sva že pri tem, ne? Ja. Te je zaznamovalo, si zato tako samozavesten, si imel kakšne te boje, ki so te izoblikovali? Seveda. No, torej, jaz sem živel brez biološkega očeta, jaz iz tega zdaj ne delam nekega velikega pompa, zato ker se mi zdi, da je to življenje, a ne, pride in gre. Mogoče jaz sem imel to srečo v nesreči, da ga takrat do svojega, ne vem, 14. leta nisem poznal svojega biološkega očeta, kar pomeni, da je z mamo zapustil, ko je bila noseča. In to definitivno tudi otroka malo zaznamuje ga pa zaradi tega, ker ti odrašča z nekim človekom, ki ga je mama potem poznala. Definitivno imam krasnega očima in jaz mislim, da tudi brez njega in brez te zgodbe jaz nikoli ne bi bil to, kar sem. Je pa dejstvo, da neka vrzel, sploh ko si ti enkrat postaneš oče. In ko gledaš nazaj, ljubezen pride in gre. Odnosi se spremenijo. In če ni za biti, je pa za iti. Ampak človek tvoje krvi, tvoj otrok, pa ostane. Zato zdaj, ko sem sam starš, ne razumem ignoriranja in pozabe na nekoga, ki si mu podal življenje. Pa si kdaj spoznal svojega biološkega očeta? Sem spoznal, ampak jaz vedno rečem, če ni zdaj nekega pretiranega interesa iz obeh strani, je prav, da se človek umakne. Nima smisla, kot sem rekel, nisem tako zelo pogrešal tega, ne. So bili momenti, ko se spomniš, ko nekako v sebi pravzaprav najdeš tisto, zakaj si bil pravzaprav poslan na zemljo in kaj bi bilo, če bi bilo drugače. Saj včasih se vpraša človek tudi o tem. Ampak kot sem rekel, iz tega ne delam prevelike drame, ker nima smisla. To je del zgodovine. Mogoče nisem bil tako zelo neposredno tudi neupleteno, to kot recimo moja mama, ne. Je pa res, da ko me je nosila pod srcem, definitivno se takrat tudi ti šoki, ne, pa so spet tam, nekako čutijo in prenašajo na otroka. Mogoče ta borba, ne, za obstanek, ki je takrat ona kot mlada punca tudi nekako nosila v sebi, mogoče sem to malo podedoval.
Te je pa mama vedno podpirala pri teh tvojih kariernih odločitvah. Kdaj si začel kazati to željo po nastopanju, po izpostavljenosti? Ja, jaz se spomnim, dedek je bil tisti. In še zmeraj je, Bogu hvala. In babica, ki sta me zelo podpirala, pa očim seveda. Mama je pa bila bolj zadržana, kar se tiče tega. Res je, da sta mi prvo pesem, recimo, tudi sta me ona dva plačala. Ne? Prvo pesem, jaz sem želel takrat samo pet. Jaz nisem vedel, kam me bo ta zadeva pravzaprav sploh vodila do te megalomanske kariere, ki je pa, ne? Da bom jaz lahko enkrat živel od tega, da bo moja družina zaradi tega priskrbljena in leta. Ne? Mi moramo seveda vedeti, jaz popolnoma recimo tudi starša razumem pomisleki, ker toliko gnojnice, koliko se je na mene zvalilo v vseh teh letih, in koliko sem jaz na začetku svoje kariere, pred 20 leti in več, skidal nekega gnoja, če se lahko tako izrazim, ga nobene na naši sceni ni. Ampak če jaz čez to ne bi šel, jaz dvomim, da bi to trajalo. Ker sem bil na točki, seveda, ali vztrajati ali se posloviti. In ko sem razmišljal, enkrat pa iz tega nekaj bo, jaz sem ob svojih najtežjih trenutkih bil sam s seboj. Jaz nisem imel nikogar ob sebi, da bi mu povedal, kako se počutim. Jaz sem pravzaprav ob na nekem načrtnem sesuvanju, ali so to bili medijsko sesuvanje, ali so to bili ljudje, kakorkoli, ne? Ker jaz rečem, da beseda lahko rani dost hitreje in močneje kot klofuta. Bil sem sam s sabo, gradil sem svojo osebnost sam sabo sem se pogovoril, sam sabo sem šel čez bolečino ali veselje, sem pa ob tem tolažil vse, ki so bili ob tem prizadeti. Se pravi, moji sorodniki, moji starši, tudi nekaj mojih prijateljev. Ne? In kazal to veliko moč, ki jo pa mislim, da jo imam v sebi. Se pravi, sam si najbolj trpel, ampak si tolažil druge, nekako tako. Ja, zdi se mi, da takrat, ko so drugi trpeli, ob tem so pozabili na to, da tudi mogoče meni ni vseeno. Ampak želel sem pa biti njihova opora. Si pa tako močno verjel v uspeh, da nisi odnehal nikoli. Niti za sekundo. Nisem odnehal, niti za sekundo nisem podvomil. Razen zdaj, če sem zelo iskren, mogoče ob rojstvu sina pred 11 leti. Takrat sem rekel, kam pa zdaj? Ali želim biti še prvi Slavček? Ali želim biti samo prvi oče? Takrat so bili malo pomisleki. Kaj pa bi počel, če ne bi bil med? Jaz sem slaščičar. Jaz sem slaščičar. Po mojem bi še danes spekel torte, ampak je pa tudi res, da tega dela nisem nikoli opravljal. Jaz sem bil po srednji šoli takoj postavljen na oder. So bili določeni izleti vmes, ampak načeloma sem odrski človek. Kdaj pa si začutil, da ti je zares uspelo? Kdaj si rekel, wow, ne, to sem si želel, zdaj mi je pa res uspelo, od tega bom živel? Se spomniš tega trenutka? Spomnim se trenutka, ko več nisem delal za sok pa klobaso. Prvi honorar, to mi je dalo tisto motivacijo, da sem jaz rekel, Madonna, mogoče še pa znam delati to. Mi zdaj ne govorimo da moramo se zavedati, pri meni gre za nek ogromen glasbeni talent, gre pa za talent dostopanja preko medijev do ljudi. To pa znam. In spomnimo se samo pred 15 leti moje poroke, ki pravzaprav ni bilo slovenskega medija, ki ne bi pokrival tega dogodka. Jaz medijev nisem vabil, jaz sem samo povedal, kje in kdaj se poročim, in vsi so prišli to pogledati. Takrat sem mogoče zaznal, koliko sem pravzaprav v tem medijskem prostoru potreben in kako lahko en zasebni dogodek, seveda je to tudi javen dogodek konec koncev, pritegne neko pozornost ljudi, publike in kaj jih pravzaprav zanima, moje zasebno življenje. In takrat sva se po poroki z ženo tudi odločila, da nekako postavljava najino zasebno življenje za ograje najinega doma. Vedno nama ne uspe, logično, ker sem javna oseba. Načeloma pa ne da skrivam svojo družino, ne da sina nekako zelo čuvam, ampak ga ne izpostavljam. Tudi sam recimo si želi, kdaj pa kdaj, logično ga pokažem, ker sem ponosen starš, normalnega zdravega otroka, ampak ni pa preveč dobro, ker on je človek zase, to je njegovo življenje. Se pa v vseh teh letih marsikaj tudi spremenilo, recimo to, da pred 20 leti, če bi jaz imel otroka, po njega bi šel zelo težko v šolo.
Zaradi tega, ker jaz mislim, da bi ga hecali, da bi ga zafrkavali, da bi ga, a ne. Zdaj se je po moj lik v vseh teh letih toliko, lahko rečem, razvil, ker se uveljavil, da zdaj pa ne morem po njega, ker čakam 1 uro za avtografe. A res? So vrstniki, sinovi? So vrstniki in to je moja publika za 20 let naprej. Ko so me pred 20 leti spraševali, kaj boš pa delal čez 5 let. In pred 10 leti, no, zdaj so me to že nehali spraševati počasi, ker se mi zdi, tako kot sva rekla, da sem nekako zasidran v zavesti vsakega Slovenca. In dokler osnovna šola ve, kdo je Damjan Murko in poje moje pesmi, jaz mislim, da se nimam za bat, da obstanem tukaj na tem mestu, kjer sem zdaj. Se pravi, po mojem mnenju in po mnenju moje publike, na vrhu, ker moramo vedeti, da moji ogledi mojih pesmi dosegajo več milijonske oglede. Karkoli se naredim, česarkoli se dotaknem, je hit. Seveda stoji ta Saša Lendero, Miha Hercog za glasbo, za besedilom, ki ne glede na to, da so provokativne, so zelo kvalitetne, ne glede na to, da jaz to izvajam, moja glasba je kvalitetna in za tem stojim. Ampak jaz mislim, da mora biti tudi človeku mal pisano določene stvari na kožo, da res uspejo. In jaz lahko rečem, da mi je uspelo. Ja, v enem intervjuju, ki sem ga poslušala, si dejal, da je petje v bistvu 30%, vse ostalo je pa to manevriranje z mediji, z ljudmi. Absolutno. Jaz rečem, da je vse ostalo intelekt. Pomembno je, da se ti v določenem momentu prav obrneš. Včasih kako stvar tudi pustiti, ni treba z glavo skozi zid. Ne morem reči, da so se mi neke stvari v življenju zaprle, ker se mi zdi, da redko kdo mi danes reče ne. Ampak kljub vsemu se pa mi zdi, da je zelo, zelo pomembno samo vztrajati. To na vseh področjih. Seveda, povsod so krize. Vsi jih imamo. So bile kakšne napačne odločitve v vsej tvoji karieri, ki jih obžaluješ mogoče? Pa jaz mislim, da me je vse zaznamovalo. Me je postavilo na neko mesto, kjer sem se začel razvijati. Mi je zdrsnilo, seveda. Ampak kot neka nevidna roka, ki mi je pomagala vstati in se usesti nazaj na prestol, če lahko tako rečem. In enkrat se spomnim, ne vem, več kot 10 let nazaj je bila neka zelo gledana oddaja. In sem bil jaz kot gost med drugimi zelo, zelo popularnimi glasbeniki in tudi estradniki in tudi politiki. In me Uroš Slak takrat je vprašal, je rekel, zakaj vztrajam? Zakaj mislijo ljudje, da Damjan Murko pravzaprav vztraja? Ker ponavadi je bila pač medijska loterija takšna, da si muha enodnevnica. Zdaj zelo, zelo redki so se obdržali, ali če se malo pobrskam po spominu, se pravzaprav nobenega ne spomnim. Iz mojih časov takrat, ko smo začeli na podoben način samopromotorstva, tako kot jaz. In je ena slovenska pevka rekla, da je najboljše, da se Damjan Murko poslovi, ker bo na naši sceni samo številka. Prav je imela, danes sem številka 1. Katera pevka je to bila, če lahko razkrijeva? Ne, bo mogla pobrskati. Zanima me pa, prej si omenil poroko. Kako pa je tvoja partnerka spremljala vse to? Verjetno so bili pritiski tudi nalo. Bile so nekatere govorice, da je tudi poroka medijski konstrukt, da vse to delaš za pozornost. Različne govorice so se okoli tebe pojavljale. Verjetno je to težko za neko partnersko vezo. Jaz sem zmeraj to imel kot del posla. Je pa izjemno težko to partnerju, ki ni zelo neposredno vpleten v to. Ona je samo žena Damjana Murka. To bo zostalo do konca mojega življenja. Moj otrok je samo otrok javne osebe. Je njegovo življenje malo drugače. Se pa zelo trudimo, da ni preveč, kolikor se le da. Šla je z mano čez nebesa in peko. In ona je res edina oseba, ki ji ne rečem hvala, pa bi ji moral. To so stvari, ki veš, kdo te čaka, kam prideš. Šla je čez velike stvari, je razumela, je obstala. Letos bo 16 let poroke. Največji dokaz je seveda najin otrok, najine ljubezni. In tukaj se mi zdi, da je meni osebno, se mi zdi družina največja in najbolj pomembna celica, da ne glede na to, kar se zgodi, da držimo skupaj. Absolutno pa priznam,
In vem, da ji večkrat ni bilo lahko. A ne? Ni. To so res težke stvari. Ko se naenkrat ko se vsi obrnejo proti tebi, ko ti vsi tudi nekaj vedno znova želijo obrazložiti, tudi ti želijo povedati, da tvoja čustva niso pristna, da je to samo ta trenutek, ki traja zdaj. Tako kot si omenila, ona je prebrala vse živo o meni. In to, da je moja sestrična, in da sva se poročila zgolj zato, da sem jaz spet nekako nek prah okrog sebe dvigoval in tako naprej. Jaz mislim, tako, če ne bi bil zanimiv, bi midva tam stala sama. Zdaj se pa rad pošalim, ko gledam za nazaj, sicer neobremenjeno na to, da je bilo tam več medijev kot svatov. Tako je bilo. Nekje sem pa celo prebrala, da so ti ponujali neke zneske, če so lahko zraven pri porodu. Grozno. To, kar sem jaz že vse v življenju doživel, kakšne ponudbe vse. No in takrat, ko midva recimo za veliko slovenskih medijev je bilo kar malo čudno, ker midva nisva povedala, da bova postala starša. Mislim, da je bila takrat žena noseča 4 mesece, ker se je pa že malo poznalo in potem jaz dobim klic ene urednice in je rekla, Damjan, zdaj pa dost. Toliko let sodelujemo uspešno in ti nam nisi povedal, da boš oče. Zakaj pa sta skrivala? Že takrat se mi je zdelo to obema zelo intimna zadeva. Nisva želela deliti tega. In potem mediji so bili takrat, danes so bolj prizanesljivi, se mi zdi, dozvest. Takrat se je pa še vedno bil ta rumeni tisk pač toliko močen, ali boš dal izjavo, ali bomo pa sami nekaj napisali. Ne? Pač odloči se. In takrat sem se pač odločila, da naredimo potem fotografije z nosečniškim trebuščkom. In tudi nič sram povedati, da kasneje smo mi mojega otroka prodali, se pravi, fotografije otroka prodali. Veliko zvez po vsem svetu to delajo. Je to zelo ustaljena praksa. Tako. In nobenemu nič ne zameri. Ne? Tudi to, da sem jaz ta denar obdržal, ne? So pričakovali, da bom dal dobrodelne namene, se jaz naredim iz svojega srca nekaj. Ne bom pa tega obešal na velik zvon. Ne bom sklicoval za to tiskovnih konferenc. Če bom naredil, bom to naredil iz srca mimo medijev, ne? Kar pomeni, zdi se mi po eni strani prav, da se delček tvoje zasebnosti pokaže. Je pa tudi res, da se je mogla žena za vsem strinjati. To sva se pa zmeraj posvetovala. Kar se tiče moje kariere, moram priznati, da sem zelo eksakten, zelo trmast, tudi z mojo ekipo zelo sam vajeti vlečem naprej. Vse mora iti skozi moje rentgensko oko. Kar se pa družine tiče, ali pa če je v medijih družina vpletena, to pa zmeraj ženo skupaj. Absolutno. Kaj pa bi se zgodilo, če bi te postavila pred ultimat? Družina ali kariera? Sploh si ne predstavljam tega, jaz mislim, da ona bi vedela, da bi jaz brez dela, brez kariere, brez publike dejansko umrl, ovenil. Mislim, da do tega ne more priti. V življenju me ni postavila pred dejstvo. V življenju me ni niti namignila ona ali oziroma družina ali kariera. Ne gledamo zdaj samo iz ekonomskega vidika, ampak dejansko je vzela, mene ona spoznala, ker sem že malo prepeval, seveda še nisem niti slučajno bil toliko zaseden, niti toliko popularen, niti toliko še nisem zaslužil, da bi bili to kakršnikoli drugi navzgibi, da je ona bila recimo z mano. Moramo tudi vedeti, da je ona dosti starejša od mene in da se zna to zdaj slišati malo smešno, ampak ona je mene vozila dejansko v srednjo šolo. Si dobil še šoferko zraven. Kako ste se pa spoznala? No, te zgodbe pa ne poznam. Ja, mi smo se spoznala na občini. Ona je bila tajnica županov, jaz sem pel na sprejemu županovih gostov. In takrat v zakulisju sem tudi zamudil prvič in zadnjič na oder, ker sva se toliko zaklepetala, ker je bila ta posebna energija med nama tako zelo velika, da sva se potem na nek način toliko dejansko zbližala, da si pravzaprav kasneje tudi nisva takoj priznala teh čustev, kar je po eni strani logično. Ona je bila že mati, tudi starejša od mene, jaz toliko mlad, nisem si upal pristopiti, to ona je imela zadržke seveda, ampak to se zgodi. Če je energija prava, ni ovire na tem svetu. Ljubezen premika gore, pravijo. In res je tako. In skupaj s to ljubeznijo sta tudi verjetno premagovala te medijske pritiske. Je bilo kdaj strah? So kdaj prihajale kakšne grožnje, kakšni nori oboževalci? Veliko se, kot si v začetku rekel, se je zlilo gnojnice na tvoje ime. Je bilo kdaj strah? Sta razmišljala o kakšnem varovanju? Zdi se mi, da ni bilo nikoli
tako zelo, bilo je bila moteče, recimo to, otročki pozvonijo pa pobegnejo in tako naprej. To so te lušne zadeve, s tem se kaj dosti jaz ne obremenjujem. Grožnje, no jaz bom takole rekel, da kdaj pa kdaj je bilo tudi malo na meji primitivizma. Mogoče nisem imel tega kot nekako dobesedno grožnjo, sem pa tudi kakšna stvar prijavil, ne, se pravi organom pregona, ker moramo pa verjeti, da meja pri vsaki stvari mora ostajati. Dokler moje dostojanstvo ni ogroženo, zna biti kar zelo prijazen, ne. Pa tudi veliko pogledam čez prste. Kar se pa tiče moje družine, tukaj sem pa neizprosen. Tukaj pa želim, da so stvari jasno začrtane in kot sem rekel, se mi ne zdi, da je moja družina vseeno o to medijsko gonjo bila proti meni upeta. Zato sem takrat tudi ukrepal. Dejal si medijsko gonjo, si se kdaj sporekel s kakšnim medijem? So bile res kakšne nepreverjene informacije objavljene, da so te vrgli iz tira, da si klical, da si grozil stolpo? Sem enkrat, dvakrat sem poklical. Ko se spomnim na požarja, mi zmrzne kri. Niste ravno prijatelja. Sva. Saj to je za nazaj gledam neobremenjeno. A ne? Mogoče jaz to nisem tukaj imel kot oseben napad name, ampak bolj na to, kar ljudje radi berejo, ne? Kaj je tisto, kar jih pritegne. In vse te zgodbe, polresnice, laži, natolcevanja, so pravzaprav še bolj podžgale, da so se takrat moji koledarji boljše prodajali, moji CD-ji razprodani in tako naprej. Nekdo bi si mislil, da se prodaja CD Damjana Murka, ampak se. To so pač stvari, ki sem jih jaz takrat vzel v zakup, seveda ni bilo vedno lahko. Se pa mi zdi, da sem z mediji skozi leto skoraj z vsemi zgradil en tak spoštljiv odnos. Jaz sem tukaj, ko me potrebujejo. Ko jaz potrebujem njih, so oni tukaj zame. Tukaj gre za eno simbiozo. To se moramo zavedati. So bile zvezde, ki so rekli, joj, medijev ne rabim rumenega tiska, nočem, da me pokličete, ampak ko boš pa izdal ploščo, jih boš pa zelo rabil, ne? Ali pa novo pesem. Zato se mi zdi, da jaz nimam nobenega problema govoriti z mediji, se odpirati, kolikor seveda sam želim, in sodelovati. Tukaj gre za eno sodelovanje, da ti vsa ta leta ostaneš v nekem pristnem odnosu, spoštljivem odnosu z mediji, ne glede na to, kako te življenje ali pa estrada nekako premika iz ene ali iz druge skrajnosti. In še zdaj smo, recimo, ko so pred 20 leti začeli pisati zame, isti ljudje že danes pišejo in se odlično razumemo. Nikoli ni bilo tako zelo negativno, bolj so bili ljudje tisti. Ljudje so bili tisti, ki so se obesili čisto na vsako besedo, so se naslonili čisto na vsak zid, samo da bi ga porušili. Kar se pa tiče medijev, seveda, tudi, kdaj kak pikanten naslov, se pa mi zdi, da mogoče vsaj večina medijev ni bilo tako zelo slabo namernih. Omenil si ljudi, ne? Prebrala sem eno tvojo izjavo, pa bom kar prebrala. Dejal si, ne želim biti slaven, želim zabavati ljudi, želim, da na meni ljudje zdravijo komplekse. Ja. Ti si kot en buffer za ljudi, ki imajo slab dan, potem pa vse spluva. Dejte na mene vse. In vse preneseš. Skoraj vse. Tako je, včasih sem rekel, da so me vsi poznali, vsi so se smejali, danes je isto. Samo da danes fino plačajo za to. Se pravi, sem iz tega potegnil največ, kar se da dobičkonosnega. Nekoč si dejal, da je Damjan Murko kot prometna nesreča, da veš, da ne smeš gledati, ampak vseeno vsi pogledamo, ko gremo mimo. A to še velja? Velja. Mislim, moj namen je, da ljudje ne pogledajo mimo. Da kjerkoli se pojavim, da pustim pečat. In da počasi zasidram njihove misli in da iz vsakega nastopa, ko grem, ne glede na to, kar se bo naprej ali kar se je pred mano dogajalo, se bo še vsaj eno leto govorilo o tem, da je bil tam Damjan Murko. Mislim, da je to del brez lažne skromnosti, karizme, to imaš ali pa nimaš, stika s publiko, tega pristnega, ker pozo zelo dobro začutijo, in te zelo hitro lahko postavijo tudi na nek način, kjer nisi mogoče najbolj pristen, ampak meni to
da nisem najbolj pristen, ne zamerijo. Zato, ker se mi zdi, da mi spoštujejo dvojno življenje, da me spoštujejo poslovno življenje od zasebnega. In meni tega ne zamerijo, marsikomu pa. To igro. Ker to je igra, to je del posla in to je igra. In v tej igri je fino, če si zelo iskren, da ne podcenjuješ publiko v tej smeri, no, kdaj pa naredimo tudi potezo, da je pač iz marketinškega vidika bolj primerna. Zdaj še eno vprašanje imam. Pisal si knjige o sebi, še preden je bilo to popularno, ne? Ja. In celo na pobudo Zmaga Jelinčiča. Tako. Se še kaj slišite? Seveda, Res? redno jaz ga ljubim. Res? Ja, dolg jezik ima in zato mi je všeč. Zmago Jelinčič je od začetka moje kariere, bova rekla, da mi je bil nek support, da mi je stal ob strani. Ljudje so bili strašno presenečeni, ko so rekli, ljubi Bog Zmago, prosim, samo ne murkota. Ampak on je rekel, iz tega fanta še enkrat nekaj bo. Je rekel, jaz sem ga poslušal, kako on razmišlja, ne? Jaz sem poslušal njegove besede. Jaz sem prepričan, da se bo on nekoč smejal vam. In imel je prav. In jaz sem bil takrat star okrog 20 let, me on poklical in je rekel, posluš, vsak slovenski nekaj velja, vsaka oseba, ki nekaj velja, ima svojo biografijo. Sem jaz rekel, lepo te prosim, Zmago, jaz še nisem nič pokazal, jaz še nisem nič naredil. Je rekel, ti si naredil dovolj, da bo to najbolj brana knjiga v tistem času. Mi smo izdali knjigo pri založbi Učila takrat, potem sem jaz imel tiskovno konferenco, teden dni zatem, in na tiskovni konferenci je direktor založbe povedal, da je knjiga razprodana. In je bila takrat v tistem času res najbolj prodajana biografija znanih Slovencev. Se obeta še kakšna knjiga, zdaj je pa že kar nekaj Zdaj se je pa res izkušenj nabralo že nabrati. novih izkušenj. Nimam teh ambicij. Ne? Ne, se mi Zdaj, ko je zdi, popularno. zdaj, ko je popularno, zdaj se mi zdi, da ne. Imam še določene stvari v rokavu, o katerih še ne smem govoriti. Je postavljena vsa zgodba na oder, ni pa toliko glasbena. Zdaj več pa še ne smem povedati, ker je še vse v povojih. Omenil si Zmaga Jelinčiča, prej si omenil Sašo Lendero, Miha Hercoga. Te je veliko ljudi podpiralo na tej poti, ali so bili redki, iz medijske scene, mislim. Si imel podporo ali so se ti bolj posmehovali? Redki, da sem imel podporo. Tisti, ki so se posmehovali nekaterim, zdaj pa v vseh teh letih je veliko znanih obrazov, ki so pristopili in se znali tudi opravičiti. Jih je, ne bom jih imensko našteval. In smo zdaj v odličnem odnosu, lahko rečem celo prijateljskem. In jih imam strašno rad. In se družimo in smo super. Mislim, da je iz te krivice, ki se jim je mogoče godila takrat, pa nisem sam imel kot krivico, so oni pravzaprav izbrali, kje pa je zdaj, kje smo pa mi. Ker mi moramo vedeti, da danes si, jutri te ni. To je naš kruh. In jaz se tega presneto zavedam. Jaz ne vem, kdaj bo tisti menik, ko bo publika rekla, zdaj pa želimo nov obraz, zdaj pa želimo nove pesmi, zdaj pa želimo novo svežino. Ne vem. Jaz verjamem vase. Seveda v globalu vsi umetniki podvomijo v svoj čas, ali se mu že izteka ali ne. Ampak, ko prideš do neke točke, naprej ne veš kam, nazaj ne želiš in se zatakneš. Zato imam jaz recimo plan za 5 let naprej, kaj bom počel. Kdaj bo kakšna pesem, kdaj bo kakšen projekt, kdaj bom pokazal kaj novega, kdaj se bo nekaj, da se ta, kako ne rečem, neko amaterstvo, ker mogoče na začetku sem vseeno delal te napake začetniške, da sem pa zdaj postal en tak, in to vsi, s katerim imam stik, tudi potrdijo, tak velik profesionalec pravzaprav na svojem področju, da ga zelo, zelo redko najdeš. Luščijo se vse te stvari z mene, za katere sem se mogoče nekoč, zelo sem se jih jemal k srcu, danes jih pa vržem čez ramo in si rečem, tako je bilo, moralo je biti tako, da s tem rasteš. Kaj pa je mogoče tvoj največji strah? Mogoče ravno to, kar si omenil, da kar naenkrat ali da se zgodi, da ne bo več prostora pod žarometi zate. Je to tvoj največji strah, kar se tiče lika Damjana Murka? Ne. Ne? Ne, tega se ne bojim. Moram povedati, da sem v vseh teh letih
pridno delal. Kar se tiče osnovne eksistence, to jo imam, tega se ne bojim. Mogoče je ta strah čez noč ostati brez vsega. Se pravi, govoriva o eksistenčni plati. Kot sem rekel, zaenkrat Bogu hvala, s tem problemov ni. Zelo sem bil varčen, zelo sem preudaren. Če se zdaj karkoli zgodi, jaz komot, leta in leta lahko preživim. Ampak želim povedati eno drugo stvar. Da je v tem vseh teh letih se nabralo pa vendarle strah pred izgubo, res, mogoče se bo slišalo klišejsko ali pa izrabljeno, ampak pod izgubo družine kot celice. Da se izgubiva z ženo, da se več ne najdeva. V pogovoru, v smehu, v vse to, kar naj pravzaprav združi. In to je tisti strah, mogoče, ki ga imam v sebi, ne? Ker vidim, koliko ljudi ne zmore vsega tega. Koliko ljudi prehitro obupa. Koliko partnerji ne znajo držati skupaj. Takrat ob sesuvanju pravzaprav ti najbolj vidiš, če si s pravo osebo ali ne. Saj, ko gre vse super, ne? Takrat se imamo vsi super, ne? In takrat so ljudje ob tebi. Ko pa ne, takrat pa spoznaš pravega prijatelja ali partnerja. Kako pa tvojo drago skrbita za to iskrico, za ta ohranjanje odnosa? No, imate kakšne rituale? Ja, kregava se. Treba. Je prav, ja. Jaz mislim, da je prav, da se kregava. Da dava vse ven. Sva pa se dogovorila in tega se drživa, da nikoli skregana ne zaspiva. Se pravi, vedno si poveva, jaz, ki je sitna, gremo v zgornji prostor, v pisarno, ostane od spodaj, potem se pa zamenjava. Malice heca, mali pa res. Se pravi, pomemben je, to je, ko so večni kompromisi. Dialog. Tako kot verjetno v poslu, ne? V poslu, absolutno. Jaz sem se tudi naučil včasih, mi kaj ni pasalo, pa sem kar odložil telefon, sem rekel, ne boš ti mene. Zdaj želim razčistiti, kako je, in predvsem ne razumem ljudi, ali to zasebno, na zasebnem področju ali poslovnem, da se ljudje ne želijo pogovarjati ali se umaknejo. Tudi če gre pot, da se nekako greš ti po drugi poti kot tvoj poslovni partner ali prijatelj, deva si to povedati. Imaš čiste račune? Čiste račune, zmeraj. Zmeraj sem tudi znam se upravičiti, tudi znam pogledati v oči, povedati, naredil sem napako, zdi se mi, da ni bilo prav, mi oprostiš, poskušal se bom popraviti, ali pa ne počutim se krivega, ne? Če to zase res mislim. Tako da ja, vse je v nekem pogovoru pa v nekih kompromisih. Pa je to prišlo z leti? Si bil včasih bolj muhast, si bil malo diva? Ne vem, tako občutek sem dobila, da mogoče Damjan pred 10 leti je bil malo bolj. Ja, še zdaj mi včasih rečejo, da imam ta sindrom dive, ko se pojavim na odru. Mislim, da nima smisla kuhati zamere predolgo. Življenje se obrne, ljudje se spreminjamo, vse se spremeni in vsi se spremenimo. Lepo pa je človeka pogledati v oči in ga pozdraviti. Ne glede na to, kaj se je zgodilo, ker takrat, ko si imel ti nek odnos z nekom v tistem momentu, ali je bilo to poslovno, ali je bilo to zasebno, v tistem momentu si mislil, da je tako prav. Verjel si temu človeku. So bili tudi trenutki, ko ti je bilo z njim neizmerno lepo. In zakaj tega ne bi gojili vse v nekem lepem spoštovanju? Zdaj, omenil si tudi čas, ki mine. Kako pa si s staranjem, z minljivostjo, ljudje, ki ste izpostavljeni, še posebej morate paziti na svoj videz, na pojavo. Imaš kaj težav s staranjem? Kako skrbiš zase? Mislim, jaz dvomim, da se kdo prav veseli staranja. A ne? Jaz sem to srečo, mogoče malo geni, da se dobro počutim v svoji koži, ves čas sem obkrožen z mladimi ljudmi, a ne? Tako da jaz bi rekel, da če se res v sebi dobro počutiš, da to siješ tudi navzven. Leta so konec koncev samo številka. Kaj nam pa kdo more? Ne? Lahko štejemo leta tudi nazaj. Kot sem rekel, zelo dobro se počutim v svoji koži. Nimam toliko težav, kaj se bo zgodilo.
Je pa logično, da je fino takrat, ko začne telo nekako zgubljati na tej zunanji lepoti, da skozi čas zmeraj znova delamo, mislim, da to moramo in ženske in moški, popolnoma vsi, predvsem na sebi. In če si ti v sebi zadovoljen, se mi zdi, da se to zelo, zelo sije navzven. Se pravi, notranji mir žarira ven. Tako. Ja, nič, Damjan, počasi smo prišla do konca najnega. Ja, hitro je minilo, prijetno klepetati s tabo. Pripravim pa jaz za vsakega gosta 3 časopisne naslove, ki so bolj ali manj šokantni. Aha. In skupaj bo komentirala, če je možno, da bomo to kdaj brali. Prav. Takole, prvi je takšne. Damjan Murko opravil glavno vožnjo, sedaj je šofer. Tega nismo danes omenila, ne? Nisi se pripeljal sam. Ne, jaz sem šofer, ja. Ja. In bo tako ostalo. In bo tako ostalo. Jaz mislim, da tega naslova vi brali ne boste. Ne. Razen za 1. april. Nikoli ne boš oddelati izpita. Ne, nimam veselja. Ne. Jaz imam tako eno fobijo, mogoče tudi pri tem. Jaz poznam vse predmetne znake. Jaz točno vem, kje se mora kdo ustaviti, točno vem, kako lahko pelje, točno vse vem. Ampak ne vidim se pa na voznikovem sedežu. Si naporen sovoznik, potem opozarjaš, pazi, stop. Kje pa? Ne, si v svojem svetu. Moji šoferji vsi pravijo, da odkar prevažajo mene, vidijo, da njihove žene in punce in partnerke niso tako zelo naporne kot pa jaz. Okay, se pravi, tega ne bomo brali razen za 1. april. Ja. Drugi naslov. V novem resničnostnem šovu bomo gledali tudi Damjana Murka. Prej si omenil, da se ne... Nisem še, ampak nikoli ne reci nikoli. Aha. Tukaj dopuščam možnost. Kakšne vrste pa bi bil mogoče ta šov, če bi sprejel izziv, bi bilo to življenje na vasi, neka Dvomim. kuharska oddaja, plesanje. V kuharski oddaji sem že bil. Ja, to smo gledali. Bil sem tudi pod masko, ker je bilo pa je to spet drugače, ker je bilo iz glasbenega vidika, plus tega nas niso ocenjevali, kako pojemo, ampak so samo ugibali, kdo to izvaja. Zaradi tega sem rekel, ok, to pa bi mogoče bilo zame, ne maram, da se me ocenjuje. Kar se pa tiče šovov, ja, če bi bilo produkcijsko dobro podprto, seveda finančno dobro podprto, in če bi bila dobra ideja, no tukaj pa moram reči, da se v tem naslovu mogoče kdaj lahko najdemo. Torej damo eno vprašajček. Dajva. In še 3. naslov, uspel me je veliki met, Murko napolnil stožice. No to pa jaz mislim. Sicer si že pel, ne? Sem že pel. Pred polnimi stožicami razprodanimi. 25,000 ljudmi sem zapel Zdravljico. Tako da jaz lahko rečem, da sem eden redkih slovenskih glasbenikov, ki je doživel stoječe ovacije na stožicah, a ne? Želiš nazaj? Malo so bili prisiljeni v to, malo je bilo tudi res. Je pa zdaj velike ovacije, pa res požel tudi Lado Bizovičar, ki je mojo pesem Mrcina zapel v operni preobleki z solisti in z simfoničnim orkestrom. Jaz moram reči, da je to tudi ena stopnička više, da ne vem, zdaj ima koliko 4 milijone ogledov, recimo pesem, da se mi zdi, da so moje pesmi, tako kot sva rekla, Šok, Srečen, ker sem moški, Mrcina, Božiček, kakorkoli, res lahko rečem celo ponarodele. Zakaj? Zato, ker jih poslušajo otroci in jih vsi vejo tudi na pamet. Se pravi, to so hiti, ki bodo ostali, in v to sem prepričan. Mogoče lahko razkriješ še za konec, pripravljaš kakšno novo pesem, se kaj obeta, kakšen duet mogoče? Duet ne. Dueti ne? Duet ne. Malo mi je žal, da bi še koga zasenčil, pa sem rekel, bom raj sam. Imamo tudi sicer en duet še v predalu, z eno glasbeno skupino, ampak pustimo čas. Zdaj prihaja moj... Po enem letu, pravzaprav, ne, od Božička, zdaj 1 leto, ja, prihaja moja nova pesem, ki jo pa seveda, konjev, ki zmagujejo, jaz ne menjavam, sem prepustil to delo spet tandemu Herzog-Lenderov. In se zelo združil spet. Ja, si jih nekako spet združil. Še eno Ja. vprašanje imam, kako pa je z organizacijami porok, tudi njuno si organiziral, ne? Res je. Si to opustil, ta posel? To je sezonsko delo, jaz Aha. tem rečem, to se mi je zdelo malo za dušo. Jaz sem v organizaciji zelo dober, tudi sam sem zelo organiziran. Seveda imam mašinerijo ljudi, ki poskrbijo za to, da sem v določenem času na pravem mestu in na svet in tako naprej, vedno poslušam sebe, ampak kar se tiče organizacije, sem res dober in sem rekel vam, pa jaz mogoče lahko pri teh zadevah malo pomagam. Imam letos 2 porokci,
ampak kot sem rekel, mi to vzame res veliko časa in to delam mogoče bolj tako za hobi, Za dušo. kot pa da bi za dušo, kot pa da bi to bil resen posel. Potem večkrat poješ na porokah, kot jih organiziraš. Vedno, pa tudi da, ko jih organiziram, mladoporočenci ponavadi želijo, da tudi kaj zapojem. Vsi v paketu. Ja. Ja, Damjan, najlepša hvala. Želim ti še veliko šokantnih dogodkov, da bomo mi lahko poročali. Ja, hvala. Vse dobro. In upam, da se še kdaj srečava. Enako, hvala. To je bil Šokcast. Hvala, da ste bili z nami.